Živijo bojevniki in bojevnice, zaspanci in zaspanke. Ne vem, kdo kam paše. Prav bi pa bilo, da gremo vsi med bojevnike. Zaradi tega, ker smo na strašnem prelomu in v drugi svetovni vojni je stvar šla v plinske celice, ampak tam ni bil začetek tega. Ni se začelo vse skupaj druga svetovna z plinskimi celicami. Začela se je, ko so politiki začeli deliti ljudi na mi proti vam. Začelo se je z netoleranco in sovražnim govorom, in ko so ljudje nehali skrbeti drug za drugega, so postali nečustveni in so si začeli zatiskati oči. Ali pa so si jih zatiskali. Vse te stvari so identične današnjemu času, vendar samo še mnogo močnejše. Tak imam jaz občutek. Kako je ljudstvo zaslepljeno, kako si ne da nič dopovedati. Omenil sem situacijo, ko so zaigrali primer kraje otroka na ulici in mimoidoči tudi trznili niso, niti eden. Toliko ne skrbimo drug za drugega, pa mislim, da bi mogel vsak tle skočiti pa nekaj ukrepati, kakorkoli. Zelo slaba situacija. Današnjo seanso sem si pa zamislil malenkost drugače. Načeloma se jaz nočem dotikati ne dogodkov, ne datumov, ne situacij, je res, ni res. Želim nekako, da ostajamo na teh starodavnih stvareh, ki veljajo tisočletja enako. Mir, ljubezen, hvala, oprosti, sočutje, kreacija, imam še jih, odločnost, uspeh, modrost, notranja intuicija, samozavest. O teh stvareh želim govoriti, ker so brezčasne in v tem času nujno potrebne. Ampak glede na to, da se dogodki odvijajo zelo hitro, sem pa rekel, bom pa današnjo uro ali pa današnjo pol ure posvetil temu, da gremo malo čez dogodke. Čez dogodke skozi moje oči, skozi moje razumevanje. Zdaj ta zakon o nalezljivih boleznih dviguje prah, ker to je edina stvar na tem svetu, ki je za rešiti. Ni problem ne hrana, ne voda, ne stanovanje, ne inflacija, ne nič. Zdaj je ZNB bistven in največji prah v luftu, pesek v očeh, s katerim si moramo mazati, da sploh ne vidimo nič drugega. Zakon o nalezljivih boleznih oziroma ZNB je ena velika politična provokacija. Saj je jasno, da so sodniki ustavni rekli, da nič ni ustavno, ti odloki niso bili ustavni, oni pa zdaj pišejo čez to zakon. Dragi moji, jaz nisem noben političar, noben pravnik, neki, ampak meni se zdi, da če je ustavno sodišče glih kar reklo, da nekaj nezakonito bilo, govorimo o odlokih, zdaj pa odloki so neustavni, a zdaj zakon pa bo ustaven, v skladu z ustavo. Moje zdravo kmečko razmišljanje. Ampak oni zdaj so to sprejeli, ker imamo tudi civilno iniciativo, ki je bila tam v našem imenu. Zdaj, a ste ujeli predstavnika te civilne iniciative? Če je on predstavljal moj glas, zelo slabo. On drugače bi kar s pestjo tiste, ki se nočejo cepati. To je zdaj ta Filip Pretepač dobil nemudoma s prvim svojim oglašanjem pred mikrofonom, že dobil vzdevk, Meni se dopade, hitro potujejo stvari, hitro zbrskamo. Včasih smo kar sem televizijo gledali, pa smo rekli, tako je. Zdaj pa je brskalcev v resnici mnogo. Ne morajo, oni blekne dajo in izdajo neko novico ven, že čez 15 minut imamo mi že polh na socialno omrežje, kontrainformacij, dejstev za nazaj, intervjujev tu in tam. Mi v
ki se malo bolj nas te stvari so zanimale že v začetku karantene, smo imeli to vrstne brskače na svetovnem nivoju, ki so nam šibali materijale v zvezi z manipulacijami in finančnimi trgovinami z otroki, ljudmi, z vojaškimi premiki, z bla 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 bla, vsega. Mi že Ghislaine Maxlovo poznamo že cajt, pa Jeffrey Epstein, pa mi poznamo Faucita, pa vse sorte že ful časa, kjer mnogo ljudi nima pojma, katera imena sem glih kar izrekel, pa sem samo pa par povrhnih. Zakon o nalezljivih boleznih. Peticijo, dajmo zbrati peticijo. In spet se zdaj ukvarjamo s peticijo. Včeraj so bili protesti. Žalostno, kako brezbrižni so ljudje. Jaz sem ne pristaš teh protestov in tako. Vem pa, da se borim na svoj način, na drugačen, se mi zdi bolj ta prav, se mi zdi, da moramo se najprej ozavestiti, pa bomo pa kresani vsi nahmal, 3-4 zdaj. Skratka, žalostna udeležba ljudi, ki se ne udeležujejo ne na meni podoben način, ne na način brskanja, ne na način ampak glavno, da so šli na Morčita, glavno, da je vse lepo in fajn, niso pa niti pokazali interesa priti. Ampak sej, če smo čisti iskreni, konec koncev tudi noben ni pričakoval teh brezbrižnežev, ne? Pojavilo pa se je na trgu dovolj tistih bojevnikov, ki jim dajem kapo dol, kot če drugega ne, so se srečali, mi je malo žal, da nisem iz tega naslova bil tam. Pa drugič rajš na kakšnemu pikniku, ker zdaj smo pa končno se začeli že bolj direktno spoznavati, kdo je kdo, in se želimo tudi fizično srečati in prefiltrirano, da se slučajno ne bi vmes ušunjal kakšen narcis, kakšen drekač, prevarant in pač drekačno, vse kaj če. Zakon o nalezljivih boleznih žal jemlje energijo, ma kaj me to srbi, jemlje energijo, fokus od tistega, kaj sem v štartu rekel. Mi se moramo, moja največja promocija je mir. Mir. Ne mir, ZNB je del nemira. Imamo. Mi se moramo ukvarjati, kdo smo mi. Mi se moramo raziskovati sami sebe. Jaz sem si par stvari napisal. Raziskujte sami sebe. Zato rabite svoj čas, svoj prostor, svoj mir, svoje pogoje, svojo manj toksičnost, če že ne toksičnost, ker smo itak vsi zastrupljeni na vseh nivojih, da ne bo pomote. Skratka, mi se moramo sami raziskovati, sicer boste vsi odvisni od mnenja ljudi, ki ne poznajo samih sebe. Ja. In tle dobivate vi predvolilne zgodbe, pa volitve, pa nepravičnost, pa glasovanje, pa zdaj Una se je na rdeči preprogi tako obrnila, pa tam je Krek zdaj odstopil, pa ne bi, pa bi, pa ne bo, pa Uni lažejo, pa zdaj še ZNB. Dragi moji, vsem tam vi ne morate sebe raziskovati, niti mera poiskati, če se s tem ukvarjate, valjda. Kamor daješ pozornost, tam grejo tvoje misli, tam gre tvoje življenje, kaj ne? Ja, mi generalno že moramo zastopati, da nobeden od 84 ali koliko jih je bilo udeleženih na glasovanju, ker nimajo koga kaj vprašati, ne, zdaj, kaj je že civilno družbo, tale feget bo nekaj povedal, saj itak naš, ne, saj to je nastavljena opozicija, igrana opozicija se temu reče. Vsi so barabe. Vsi spadajo v kategorijo globalistov, globalisti jih kontrolirajo, ampak vse to so narcisi, lažnivci, prevaranti, plačanci, da delajo stvari proti moralnim načelom, proti etičnim načelom, proti 10 božjim zapovedim in proti, oziroma vse v paketu 7 smrtnih grehov.
Jaz ne vem, ne laži pa ne kradi, ni njihova vrlina, mar ne? Ker delajo in eno in drugo in tudi tako, in jo v fačo, lažnivci eni. Tega se moramo mi zavedati, ne pa zdaj loviti tam, ali nas bo kdo cepil ali ne, ali pravica ne obstaja. Dragi moji, jaz sem se rodil svoboden, tako kot vi vsi. Ja? In zdaj en majmun, ki bi rad bil predsednik države, ki se imenuje strašni pravnik, celo zaščituje človekove pravice, on pravi, da pravica do necepljenja ne obstaja. Ne, Nataška Musarjeva. Štekate bedarijo vseh bedarij, kako je to pravnica, kakšne človekove pravice, zdaj bila pa predsednica, pa v isti sabi bi nas vse popikala. Pa vse nam je jasno, mene ne bo ne ona, ne njena prijateljica doktorica, ne prijatelj njen policaj, me ne bo privlekel do igle. Jasno, jasno. Pa še neki, tudi DDV-ju ne mislim več dati tem drekačem, ne. Pa še neki, vojska prihaja malo bližje, če še niste pogruntali, ne. A ne? Mal nad glavo, mal mal. Zdaj pa nas malo pripravljajo na vojsko na ulici. Ker vojska bo prišla na ulico, ja, pobrat te drekače, ker se napravlja to že ful časa, bodimo iskreni. Govori se, mi gledamo film, baje naj bi bil večji del ljudi, tistih ključnih, že na pravih pozicijah. Se pravi, odmaknjen in zamenjan, skloni z igralci, z kompjutersko grafiko in tako naprej. Mislim, kraljica ni kraljica, pa papež tudi ne, to so vse računalniške simulacije. Pa zna biti, da je tudi že v slovenskem prostoru tega kaj. Vojska bo mogla priti na konc poredirati in ni druge poti kot vojska. Aliansa 17 držav, vojski 17 držav je štartala idejo, zdaj je štartala proceduro, zdaj pa je teh držav vključenih še več. Tako da, ko bo čas, bo vojska vse povsod na ulici in da vi malo veste, a ne, je zdaj, da bo mičken prišla, da se malo navadite, a ne. Je na Nizozemskem že skočila vojska, da gre pomagati razterati kmete. To je zgodba, ki je prišla do nas. Jaz mislim, da to ni res. Predvsem ne kupam zdravo za gotovo, ker je ta podatek, mislim, da preletel celo iz uradnih medijev. Kaj to pomeni, da je vojska prišla pomagati kmetom, ki jih kepi tiščijo, ti narcistični pomočniki, ti Azraeli, pomočniki groznega sistema, ne. Zdaj pa vojska pa mora pa ščititi ljudi države pred notranjim in zunanjim sovražnikom, mar ne? No in vojska se pričakuje še v letošnjem letu na ulicah v nekem momentu, kjer bo poskrbela za to, da ne bodo tisti totalno zaspani pal ven, ko bodo ugotovili veličino in tako, da ne bo prihajalo do nemerov. Po drugi strani zmanjkuje elektrike, ne? Zakaj zmanjkuje elektrike? Zaradi tega, ker so vodostaji rek, kjer so hidroelektrarne, sploh za Italijo je ta podatek, vodostaji so na minimumu, mislim, minimum. Tako da, to je ena stvar, zažigajo se polja, načrtno, da se naredi lakota. Načrtno se zažigajo skladišča, načrtno se zažigajo farme, načrtno se uničuje strani satana vse zato, da bi človek prišel v še večjo mizerijo. Globalisti, globoka država, se pravi elita, si je to apokalipso prištimala, oni so jo planirali in vse planning mnogo časa nazaj in deep underground military bases, dumps, se pravi globoka vojaški tuneli, probam prevajati za tiste, ki se jim res ne da. V teh vojaških tunelih pod zemljo so tuneli in mesta in da ni v večjih štukih veličine
govorimo v 100 kilometrih, ne? Niso to male stvari. No in tam noter so oni naterali zaloge, da bi se, ker oni so bili pripravljeni atomske spustiti pa poterati cel planet v maloro, in oni bi se med tem časom skrili dol. A veste, koliko hrane so si spakirali dol? Za mnogo časa. Tako da tudi skrb o pomanjkanju hrane je odveč, kljub temu, da bi jo oni radi umetno vzdrževali. Ti tuneli namreč so zavzeti in globalistov ni, tisti, ki pa še se migajo, pa nimajo dostopa do noter, ker jih čuva naša aliansa, vojska, Q Whitehead Operation. In hrane je dovolj za vse in vojska jo bo tudi razdelila, takrat, ko bo to potrebno. Ja, ne bo to jutri, najbrž tudi po jutrišnjem še ne, do konca leta pa zagotovo. Tako da lepo ejte še plavat, pa tako res mi je hecno, kako se delimo, ne? Kakšna totalna ignoranca, kako bi jaz te ignorante po gobcu, ampak kaj nič na nico, on bi te debelo pogledal, zakaj si pa me? Zato, ker ne vidiš, da smo v 3. svetovni vojni, ne? Ali kaj, ta zadnji, največji. Dej, Turšič, pa bi ga pa še z druge. Ne, nasilje ne pele. Jaz tudi zmeri v karikaturah govorim, jaz nisem nasilen človek, tako kot je Filip. Filip je čisto zaresno dal predlog, ne se koga nagobec. Jaz sem si tle napisal ful, pa evo 16 minut. Pa bom šel nazaj. Včeraj je bil protest proti zakonu o nalezljivih boleznih. Zdaj se zberajo podpisi za peticijo. Jaz bom tudi od spodaj dal link, to peticijo bomo mi podpisali takoj, potem bom pa še 40.000 podpisov za referendum zbil. Tudi jaz mislim, da ne bi smel biti problem. Bolj bi hotel reči, da je mogoče to nepotrebno, ker bi sicer že ustavno sodišče moglo že zdaj reči, kaj ste sprejeli zakon, česa, a ga damo na ustavno presojo, a je bil ta zakon na ustavni presoji. Škoda, da inštance ne delajo, ampak nič hudega. Vemo, da inštance so proti nam in bomo mogli sami. Ne vem, koliko se spomnite situacije Saše Petek, ki je imela obisk inšpekcije na pošti. Saša je bojevnica, je rekla, nimam PCT-ja in ga ne bom, ker je neustaven že takrat, to je bilo, mislim, da aprila 21, tako je. No in je ona posledično takrat zagovarjala vse, valjda, tako, ko se zagreje, jaz bi isto, če bi na njenem mestu, tako da kapo dol že takrat. Seveda ona je ostala posledično brez službe, inšpektori so ji poslali, valjda, ne vem, kakšne kazni, No, zdaj pa dobila iz sodišča, ne, papirologijo strašno v imenu ljudstva, da ker je bilo vse neustavno, sodišče postopek ustavlja. Saša Petek nam je vsem skupaj dokazala, da Drhal dela proti in zakonodaja ne more podpirati več pokvarjenosti Drhali. Ja? Sicer bi jo mogla, sam klinca klanca, ki so pa spisali pravo. In ne gre, če ne pije vode, ne more iti, zato pa imamo mi pravo, glih zaradi tega. Če smo se ga držali 2000 let, se ga bomo očitno mogli pa še 14 dni, ali kaj takega. Mislim, tudi anarhija je že, zdaj sem še vprašanje časa, kdaj bi rekli, dej se tudi pravo ne velja, pa če cepili vas bomo. A bogati, koliko vas pa je? Koliko pa je vas, da boste nas? Pa pejmo se prešteti, prvi, drugi. Ja. A veste kaj, ljudje smo v večini. Njih je pa čist malo. Sam imajo kontrolo, pa so organizirani, pa imajo televizijske medije, časopisne in še radijske. Vse imajo pod kontrolo, se pravi kompletno industrijo organizirano imajo s sabo, ampak njih je malo. Pa še osrani so. Pa še butasti. Tako da 3x win. Sam je pa res, da moramo za spančke dobiti ven, ne? Da ugotovimo, koliko nas zares je. No in za Sašo Petek sem rekel, da ji dam kapo dol. Njihovo ustrahovanje preko ZNB-ja je samo ena izmed oblik ustrahovanja, ker preko strahu se da kontrolirati nacije, ne? Cele narode lahko spraviš v vojno. Sej vsaka vojna je slonela na laži. Sej
To smo ujeli ali ne še. Tudi toliko časa so propagando terali med ljudi, da je ljudstvo reklo, ja, vojska, kar napadite Sirijo, se so res teroristi tam. In Amerika je rekla, ok, ljudstvo, reklo, ok, vojna v Siriji, čisto ok, vse mora biti, pa v Iraku tudi, normalno, ne, normalno, ne. Pa ni bilo res, ni šlo za to, da bodo kakšnega terorista iskali, ne, pa se tudi to niso več novosti. In te so razbiti vse, kar je demokracija in imeti kontrolo, ker, no, ustrahovanje strani elite se ne bo nehalo. Ker ko bomo odterali ZNB, bodo oni preterali nekaj novega. A veste, tako kot je rekel Golob, obvezno cepljenje proti covidu ne bo obstajalo. Jo bo pa proti opičjim kozam, no, pa spremenijo ime, pa imajo že rešitev. No, so taki globino manipulacije, morate zastopati, da če se ti nekdo zlaže okrog nekaj majhnega, se ti lahko zlaže okrog nekaj ful velicga. In oni so pogruntali, da je še bolj, če ražeš okrog nekaj česa ful velicga, ker naš človeški si tudi predstavljati ne zna. Svinjarije, ki so njim zaživijo, dobro jutro, ideja, kaj moramo, koga uničiti. Ja, in precej bedno je marsikteremu od teh narcisov, ker ni opravil svoje naloge. On bi mogel človeka uničiti, pa ga ni. In oni zdaj, veste, njihove vloge padajo, to je tako, da imaš neko nalogo ti damo, no, in zdaj si jo opravil ali ne. No, oni niso opravili svoje naloge. Pa veste, v kakem šitu so zares lažnivci. Mi jih pa še prepoznavamo. Dvojni šit, ne. Ker oni imajo vzorce, oni po vzorcih funkcionirajo. Pa kaj je to danes? Vseh kotov, da bi me hotel nekdo preprečati, da bi mi kaj povedal. Sej temne sile tudi tako delajo, nič bat. Zakašno pa pozabim, kaj sem hotel reči. Nima veze. Ustrahovanje, tle sem bolj oni nas, ampak ustrahujete tudi vi sami sebe z izmišljanji in možnimi zgodbicami v kontekstu. Ja, pa če bo pa ZNB sprejet, pa jesen bomo mogli spet mi maske nositi, pa vse nas bodo pocepili, pa nikamer več ne boš mogel, tako da zdaj moram nujno ful hrane narediti, tu, pa ker jesen boš tala, saj vidiš, kaj delajo, ne. Ker ustrahujejo oni vas, ustrahujete vi sami sebe, vede, ne vede. Prav je, da smo previdni, prav je, da smo pripravljeni, pa ne sam zdaj, jaz ozimnice si delam že mnogo časa, pač kupim zelje, ko je zelje, krompir, ko je krompir, pa češnje, ko so češnje, pa jagode, ko so jagode, in pa jih takrat uložim jaz te stvari, ko so, kar pač ne predelam, ne. Ampak mi vsi smo bili, ne mi, jaz malo manj, no, ker sem že tečen, že kar nekaj let, sem tak bojevnik z nekaj svojega formata, ampak ljudje ste navajeni na štacune in en dan vam bodo zaklenjene vse trgovine. Pa pol še nedeljo, ko smo rekli, ne bodo zaprte, niso. Ne? En dan ne gre. Ko so pa 3 dni zaprte, je pa cela štala, ne, recimo neki prazniki pa to. Tako da je prav, da imate zalogo. Valjda, olja, kis, soli, moke, kvas, zakaj ne? Imejte doma. Super, ne rabiš vsak drek skakati kaj v kolono, pa v avto, pa parkirišče, pa ne vem kaj. Dajte si zalogo, če se le da, si ne rabi biti bogate. Hočem reči, panika ni dobra, strah ne, oni ustrahujejo, vi pa sami sebe. No, to je message, to je glaven. Ja, imam par stvari napisanih, pa gledam, kaj sem že. Krek je odstopil, ne? Ukrajina je tudi zaključena, Ukrajina je končana in nimajo več orožja, zdaj po medijih, no evo, to je tudi dobro, ne, po medijih so vam pokazali, da so nakupovalni center Rusi zbombardirali, ne, ti, terorist Putin, v tem trgovskem centru, po tem, kar pišejo novice, ne, je ful mrtvih, ne,
Ampak v vojnem stanju folk pač hodi po nakupovalnih centrih. Precej logično razmišljanje, ne? Ali ne? Med vojno fucking ljudje ne hodijo v štacune, tako kot pri nas, ker je mirno stanje, no, s puškami še ni nobenega. V tistem nakupovalnem centru ni bilo nikogar. Je pa bilo kaj? Orožje, ki so ga strpali, ki so ga dobili Ukrajinci od Evrope, Amerike, kaj jaz vem koga. In Rusi so valjda to vedeli, ne, in so jih s mikronsko natančnostjo bam, in niti ene žrtve ni bilo. Tako so stvari podane. A ste bili tam, a sem bil jaz tam, a vemo za zares? Ne, ne jaz, ne vi. Vem pa to, da kar mediji lažejo, povejo, je treba točno okrog obrniti. In Ukrajina je izmišljotina, tako kot še kaj drugega. Ok, samota je upgrade, tako. No, zdaj pa dokončam še to se pravi ta novičarski del, recimo novice, celo 5 podatkov sem dal, noro. Malo tega spiritualnega dela. Niso vsi dnevi krasni. V prehodu, kamor se mi prehajamo v, kaj smo rekli, 5. dimenzijo, v upgrade DNK-ja, v miselni preskok, v kaj smo še rekli, vse sort izraza imamo, rebirthing, preporod, awakening, mass awakening, epoha, konec časa, vse to. Se bo zgodilo v flashu in se dogaja v flashih, ampak jih je več. Te zadnjega pa čakamo. Big event bo pa tisti, ki bo končna klofuta za tiste, ker jim ni še do zdaj čist nič se zgodil. Ne? Tistim bo pa carski res, ne? Namesto preporod, rodiš se ponovno, unim bo pa hardcore carski res, gotovo ven. In tako so malo pri enem prispodob. Ampak hočem reči, v tem prehodu se mi srečamo s svojimi notranjimi, skritimi stvarmi, raznimi plesnimi, raznimi pozabljenimi, razbitimi zgodbami, bolečinami, travmami, neizpolnjenimi sanjami in tako naprej. Ko se s tem srečujemo, ene stvari lahko vržemo na ramo malo bolj hitro, enih pa pač ne moramo čist glih na brzino flikati čez ramo. In se zaciklamo. Vsi se zaciklamo. Včeraj sem jaz recimo en tak dan, so mi preleteli in spomini nazaj. Sploh nisem bil pripravljen, da vam video naredim. Sem pa malo več bral, no, pa tudi ni slabo. Pa malo sem, prav meditiral sem včeraj, še to. Ker sem mogel, ker sem bil ne v redu. Hočem reči, da prebral sem nekje tudi, pa zdaj pa potrjujem. Kadar gremo v ta proces čiščenja, mi pridemo nekje, začutimo, ta boost energija, se pravi, povečan vpliv energije v nas samih, ta atomska energija se malo prebudi, pa pridejo ta čustva in tako naprej, tam pa pride malo padca, pa pride spet vzpon, pa padec. Jaz sem govoril o čemberih, se pravi o nekih čistilnih, bom rekel, stopnjah. Prideš do stopnje, življenje ti da lekcije, prideš do stopnje, ok, in zdaj tle v tem čembru dobiš pa ti še test, ali si prepričan, da si se tako odločil še enkrat. In če padeš na testu, greš nazaj in to so ups pa downs. Vsi pa potujemo navzgor. No in hotel sem vas sem pomiriti, če se vam zgodi, da padete na rob, v depresijo, anxiety, nikakav sem, ne se mučati, dajte rajš dihati, noter si predstavljajte, da gre sonček, tam noter počisti ta sonček, ven pa dreki letijo. Vizualizacija je bistveno močnejša, kot si predstavljate. Vi sam veste, ne, živite pa v vizualizaciji, v iluziji vizualizacije. Televizija, časopis, knjige,
telefoni, tablice in kinematografi. Vse to so vizualizacije nekoga, ki vam želi projekcijo dati sem noter. In ima gromozanski vpliv, celo hipnotizirati se da očitno, ne? Sej pa je patentirana televizija za uničevanje človeškega uma ali psihe ali kakorkoli že. Ja, tu so patenti, pa nekdo pobera dinarčka za to, noč bat. Vizualizacija je nekaj, kar moramo začeti uporabljati. Jaz sem rekel, gremo v svet sanj, svet domišljije, svet misli in svet vizualizacije. Dodajam tudi to. Ker če si boste vi predstavljali, da ste vi svetla žareča krogla, okrog sebe ste mavrični, imate prav, ker to je vaša energija, to ste vi. Zdaj, probajte se, predstave so močna stvar, to sem najbolj sporočilo. Pa da televizija ga tudi ima. Jaz sam upam, da ker gledate mene, da ne dobite manipulacije, ampak dobite malo več miru, pa malo več spodbude, ker ni ideja manipulacija, tlele iz kuhne, iz naslonjala. Pa z ribicami zadaj ni ideja, da vam vizualiziram neumnosti, ampak da vam vizualiziram mir, da vam vizualiziram lepoto narave, da vam dam mogoče iztočnice, kam pejte v sebe. Ja, vse v redu. In samota znotraj tega procesa je nujno potrebna. In samota je upgrade. Iti v samoto, sam s sabo. Zdaj ne govorim, da mora človek za 40 let. Mal pa pomal, v samoto. Biti tam sam z naravo, ker mi smo del narave, ne pozabljati tega. Ni ideja dopusta, da greste vi v najlepši kemp z največjim kemperjem na najlepšo lokacijo in greste na večerjo Jastoga. To ni noben dopust, to je floskula vseh floskul. Vaše polnjenje se dogaja v samoti in z naravo in v naravi, nič drugače. Načeloma so žurke mene izpraznjevale, narcise pa polnile. Narcisi se pa polnijo preko ljudi, se pa v naravi ne znajo, tam jih je pa strah, tam jim pa nimajo kaj početi, pa nimajo energije sploh. Tako da narcisi nimajo želje, njim je valjda the best, da grejo s kemperjem v kemp, pa vse na glavo. Odločite se sami. 32 minut imamo. Čakaj, sem še če sem kaj pomislil. Tako ja. Dark ages are gone. Kaj to pomeni? Srednji vek, ne? Dark ages, tam na... Kaj so že? Kako se prevede? Dark ages. Ne, klinc, klanc, no, evo. Srednji vek, dajmo temu tako reči. Srednji vek, kjer so žgali čarovnice, je za nami. Obdobje teme je za nami. Mi smo v dobi svetlobe. Že. V golden age. Zlata doba. Vendar je treba še spucati stvari. Kontrolo ima svetloba in ne več tema. Ker če bi imela tema kontrolo, bi vsi že bili prisilno popikani oziroma odpeljani v taborišča. Meni verjamete, da bi bilo tako, tak je bil plan. Ker pa svetloba zmaguje, ne? Pa nas, čarovnic in čarovnikov, ne nas probajo zažgati. Jaz poznam kar nekaj ljudi že, ker če bi jim z baklo prišel zraven, ne bi šlo. Pa še moramo upoštevati ta prvi del, ki sem razlagal, narcisi so pokakani, njim se z baklo tudi približno ne upajo proti nam več. Ja, mamo, ne nas probajo zakuriti zdaj, ja, ne gre. Rad bi vam ulil informacijo, da
Smo že v svetlobi. In tle je samo na vas, boste izbrali pot resnice, ljubezni, svetlobe vnaprej, ali boste izbrali temo, satana, laži, manipulacijo in prevare. V tem primeru je to še zmeri 3D svet in to je 5D svet. Oba svetova bosta obstajala. Vsaj neko obdobje, čeprav razumem. Ne? Zdaj smo v tem obdobju, kaj ne? Jaz sem že izbral svetlobo. Vem pa ljudi, ki so izbrali temo. Ne? V enem velikem dogodku, ki se bo zagotovo mogel zgoditi do novega leta, pa nam bo jasno, kaj naprej, ali bosta ostajala dva, ali bo ostajala samo še svetloba. Kakorkoli, vso to izbira je na vas, izberite pametno. Nadaljeval bom s Satanom, ki mi plača dobro. Ja, pametno. Rubelj je že ful močan, mislim, da rubelj bo nova valuta vsaj tega dela sveta, kjer se mi nahajamo. Podprt je z zlatom, zdaj če imate cash, pejte kupiti ruble. Vse šmoren, itak bo za vsega dost, tako da sploh ni problema. Za čiste, ne? Za barabe bo pa malo manj, ne? Ne, oni grejo še skozi čistilno klizmo. Flancačem že. Scenarij 3. svetovne vojne je spisan. Ne grem kaj not zdaj. Družba, imejte se lepo, izkoristite dan, raziskujte sebe močno, zelo globoko. Raziskujte, kdo ste. Znotraj našega DNK-ja bomo hmal deležni informacije, kjer boste dobili kompletno akašo spomina za nazaj. Ne da se boste spomnili svojega otroštva in ne vem kaj. Spomnili se bomo svojih preteklih življenj. Nekateri to že zdaj imajo, nekateri pa smo vse bližje, nekateri pa sploh vsem šmoren, zato ko zdaj se ukvarjajo s tem, ali imajo plavutke rdečo črto, ali malo tiščijo zdaj zadaj, ali kaj, pa katero kremo. Odklop od sistema se začne s kremo za sončenje. Ne vem, kje ste vi. Odklop od iluzije, kompletne iluzije se začne s kremo za sončenje. Ja? A se strinjamo? Pa bom čist na hitrco orisal. Ko enkrat ugotoviš oddelek z zdravo hrano v trgovini, si rečeš, čakaj, kaj pa ostalo? Nezdravo. Shit, previdno. Ko rečeš, sonce je zdravo, pa sistem pravi, ne, nevarno, UV žarki, moraš se zaščititi, tle s to kremo, faktor, ful. Ta krema je iz nafte narejena. Jaz po tej kremi sem bil pikast mnoga leta in v enem momentu sem se odločil, da pa čez te kreme ne bom več rabil. Od tam naprej sem bil pri vsaki stvari ful pozoren. Ne nosim sončnih očal, že dolgo ne. Ne mažem se z nobeno kremo, že dolgo ne. Zadnje čase ne uporabljam šampona, uporabljam sol, sodo bikarbono in pa vodo. Zdaj bom se to upgradeal, pa bom to delal z informirano vodo, da bom še bolj prav. In na vsakem koraku mora vsak izbrati, ali bo dal v usta zdrav korenček, ali ga boli briga, od kje je prišel zrezek, oziroma faširano meso, kaj vse je noter zmleto, ali pa pašteto, ker tam se da še bolj zmleti, tam so tudi ful stvari še. Vsak ne, sam pri sebi razmišlja, kaj se bo šel. Smo v zlati dobi, tam ne bo treba, bi bilo super, bomo kar eter jedli. Ne, vsekakor bistveno bolj čisti bomo okrog vsega. Pazite, kakšno vodo pijete, natura pomaga, koda je tle gor. Kaj s tem, bodite fejst, uživajte, pa držite svoj mer. Hold the line. Ajde, čau.